Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ja, včasih smo rekli, poleti se nič ne dogaja, to še takrat, ko sem bila mlajša, ampak zadnje čase se poleti dogaja zelo veliko. V Ljubljani imamo Ljubljanski festival, marsikje imajo še kaj drugega, ampak danes se bom pogovarjala z gospodom Klemenom Ramovšem, ki je, lahko rečem, odgovoren ali kriv ali pa poklican za to, da glasbo prinaša po vsej Sloveniji. Namreč je direktor festivala Sevix in to je tisto, kar ljubitelji glasbe poznamo. To je glasba, ki je baročna, ki je starinska ali stara, kakorkoli jo že imenujemo. Nekateri jo imajo radi, nekateri malo manj, nekaterim je pač tista, ki je najljubša. In hvala Bogu, da se nekdo ukvarja tudi s tem. Pozdravljeni, gospod Ramovš. Kako bi rekla, da ste vsestranski glasbenik, vsestranski organizator, vsestranski ljubitelj glasbe, ne vem, vsestranski, kamor pogledaš? Ja, ljubitelj glasbe očitno moram biti, ne, da pa če se to peljemo naprej. Vsestranski je pa seveda zelo pod vprašajem, ne. Zdaj, bolj ko si v poslu not, ne, bolj vidiš, da pravzaprav manjka še to, pa to, pa to, ne. Ampak ravno premoščanje vseh teh ovir pravzaprav je eno glavnih pogonskih sredstev, da ta festival uspeva, raste, se širi, ima tudi na evropskem področju vsako leto močnejšo težo, ne, tako da smo v bistvu zgradili eno zelo lepo stvar v teh dobrih 30 letih. Domujete v Brežicah. Zakaj pa domujete v Brežicah? Ja, Brežice so rezidenčna občina festivala. Ko sem leta 1997 festival selil iz Radovljice v Brežice, se je pravzaprav v Brežicah ustvarila neka klima, ki je pravzaprav dala ta izjemen zagon razvoju festivala. Mislim, da brez Brežic pravzaprav festival ne bi bil tako močno utrjen v Evropi, kot je. In tako pač Brežice ostajajo naša rezidenčna občina. Tudi v Brežicah imamo več koncertov kot v drugih okoljih, ne, tako se pravi, smo tam doma, a ne. Čeprav jaz sem iz Ljubljane, ne, in pravzaprav tudi vse delo s festivalom pravzaprav poteka iz Ljubljane, kjer je naša pisarna. Še nekaj mi povejte, recimo baročna glasba, zakaj je vam tako ljuba? Ne vem, to je dobra glasba. Mislim, to je bila sijajna generacija, ne. Če pogledate te mojstre, recimo prva polovica 17. stoletja, Monteverdi, Caccini, Cima, ne. Pa potem recimo malo bolj severno, recimo Schiz, Schein, Scheidt, potem kasneje v 18. stoletju Johann Sebastian Bach, pa potem konec 17., začetek 18. stoletja sijajna generacija violinistov v Italiji, Vivaldi, Tartini. Tako da to je moral biti en izjemen čas, a ne. Ne samo v nekem delu Evrope, ampak širom, tudi recimo konec 16., začetku 17. stoletja, za časa Elizabete I. v Londonu, ne, je tako imenovana elizabetinska doba, ne, John Dowland, ne, to so pretresljivo lepe stvari, ne. Pa potem tudi v Angliji naprej, druga polovica 17. stoletja Henry Purcell, ne, do zdaj največji angleški skladatelj in eden največjih svetovnih. Pa še prej, ne, recimo flamsko okolje, sijajno polifonijo, ne. Pa recimo še nazaj, recimo v srednji vek, zgodnjo renesanso, ne, recimo določene zbirke, ki so ohranjene, ki obstajajo, ne. Mislim, tule so zdaj je težko opisati, najti besede, kakšni zakladi so to, ne, ampak tukaj je ogromno neke duše, neke povednosti, ne, in pravzaprav stara glasba ni nič drugega kot to, da to pravzaprav oživljamo s takimi inštrumenti, kot so bili v času, ko je pač neka skladba, neko delo nastalo, ne. Zvok je pri glasbi zelo pomemben, to je fizikalno gledano osnovni medij, a ne.
in zvok je fizikalna konstanta, ne? Se pravi, po tej tehnični strani je glasba čista fizika, čista matematika, ne? Ampak seveda tisti odstotek, ne, ki pa pride na koncu kot jagoda na torti, ne, to je pa tisto božje, ne, tisto večno, ko ne moreš odgovoriti, ko ne znaš razložiti, ampak nam daje pač vsebino, a ne. In seveda zato nam je glasba potrebna, ne, ker pravzaprav brez teh vsebin tudi gospodarstvo, industrija ne bi funkcionirala, ne, ker ljudje niso samo stroji, ne. In je pa tako, ne, da tudi če spoštujemo recimo ta pretekla stoletja, da želimo neko izvedbo napraviti tako, kot si jo je skladatelj pravzaprav zamislil, a ne, in vzamemo inštrumente določenega časa, ne, s tem, da je treba vedeti, a ne, da inštrumenti so živ organizem, ki se spreminja skozi generacije, skozi stoletja, a ne. Naprimer, en klavir, kakršen ga je izumil mojster Cristofori, ne, tam v začetku 18. stoletja je bil nekaj popolnoma drugačnega od tistega klavirja, ki ga je imel Mozart v drugi polovici 18. stoletja, potem tam Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, ne, takrat se je klavir v bistvu razvijal s hitrejšo naglico kot recimo današnji avtomobilski modeli, ko vsako leto je nek drug dizajn, nek drug model, ne. In potem še z uvedbo angleške mehanike, ne, se je pravzaprav razvoj klavirja ustalil nekje v začetku 20. stoletja, ne, in pač klavir, kakršen ga poznamo danes, je tak od recimo 1910, 1915 dalje. Prej je bil pa drugačen, enako z violino, ne. In seveda drugačni zvoki, ne? Ja, seveda, ne, enkrat smo delali pač en skupen projekt na našo pobudo takrat je, ne vem, je bila že univerza ali pa še visoka šola za glasbo na Dunaju, skratka Akademija za glasbo na Dunaju, ne. Naredili smo audicijo, pač zbrali smo tiste študente, ki so želeli pristopiti v ta, ampak seveda z audicijo smo izločili tiste, ki so najboljši, a ne. In potem v končni fazi smo imeli tam 4-5 študentov, s katerimi smo pravzaprav delali historično izvedbo. Če se bom prav spomnil, mislim, da je bil Robert Schumann, pa Johannes Brahms, skratka glasbo tam iz recimo sredine 19. stoletja, ne. In recimo sem videl, kako pravzaprav, ne, ko je bil uporabljen inštrument, ki je bil kopija inštrumenta iz tistega časa, ne, oziroma mislim, da je bil celo original pa zelo lepo obnovljen, ne, so bili tempi popolnoma drugačni, vsa dikcija je drugačna, naenkrat je nekaj popolnoma drugega prišlo ven, čeprav isti lied, isti tekst, vse isto, ne, ampak nekako popolnoma drugačen feeling, ne. In še to je seveda zelo pomembno, a ne, ti imaš lahko najboljše orodje, ne. Če nimaš umetnika, ki na to orodje igra. Če to ni zdaj živa izvedba, ne, da to res je neka nova kreacija, ne, potem je glasba mrtva, oziroma to ni glasba, ne. Glejte, ravno sem hotela nadaljevati, pravzaprav jaz glasbo doživljam kot hrano za dušo. Pa zanimivo, ravno baročna glasba mi je bila dolgo časa tuja, zdaj pa mi postaja vse bližja in vse ljubša. Ali lahko rečeva, mislim, to je pač malo za začetek, ampak vprašanje, ki sledi, ali lahko rečeva, da ravno po zaslugi tudi vašega festivala Slovenija mogoče postaja večja ljubiteljica baročne glasbe oziroma stare glasbe? Ne vem, to je majčkeno težko odgovoriti. No pa vidite, a je iz leta v leto več gledalcev, je morda večje navdušenje? V bistvu imamo navdušenje, gotovo je, ne, ampak če pogledam recimo začetek, ko sem pričel s tem našim programom, jaz sem leta 1979 diplomiral v avstrijskem Gradcu na glasbeni akademiji oziroma na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. In potem sem pač, ker je bila
štipendijska obveznost, nastopil jeseni 79 redno delovno razmerje na glasbeni šoli v Radovljici. In potem sem pač nekajkrat na teden hodil, iz Ljubljane, vedno v to graščino, to je ta sijajna hiša, v kateri je tudi čebelarski muzej, to v samem središču mesta. In tiste stopnice so bile tako, zmeraj znova so me očarale, kako lepe so, s kakšnim feelingom je to narejeno in tudi akustika pravzaprav taka fina. In potem sem se pač enkrat odločil in sem poklical svojo kolegico iz Avstrije, Gertraud, da bi prišla, da bi mogoče začeli z enimi tečaji. To je bilo leta 82. In tako se je potem nekako to začelo. In kakor sem jaz mogoče začel to pot z neko revolto, treba je nekaj spremeniti, ne morem jaz tukaj zdaj živeti v tej puščavi. Glasba je vedno na nek način timsko delo. In imaš pač dve možnosti, ali bom pač šel nekam ven, pa bom nekje v Parizu ali v Amsterdamu, v Berlinu, v nekem večjem središču, pač eden mnogih, ali bom pa prvi na vasi, kakor se to grdo sliši. Ampak ne, da bi hotel biti prvi na vasi, to me pravzaprav niti ne zanima. Ampak nek izziv, a se tukaj da nekaj spremeniti. In to je pravzaprav edina razlika, takrat pa danes pri tem projektu, da takrat je bila seveda ambicija nekaj spremeniti, danes pa je obstoječe razvijati. Recimo naše združenje Rema, ki nas ima trenutno 60 članov, festivalov stare glasbe iz vse Evrope, smo se, mislim, da je bilo enkrat lansko leto, to se pravi 12, smo se enostavno spomnili, zakaj pa ne bi imela stara glasba tudi svojega dneva, svojega praznika. Smo pač to predlagali Evropskemu parlamentu, Evropski parlament je to potrdil, tako da je 21. marec, vzeli smo 21. marec. Dan pomladi. Ja, prvi pomladanski dan, ampak predvsem je to rojstni dan Johana Sebastiana Bacha, ki je neovrgljiva avtoriteta. To je sijajen v dobrem genij. in slabem. Ko ga je treba igrati na klavir, ni tako priljubljen kot potem kasneje, ko ga poslušaš. Je samo ogromno lepega, ogromno dobrega, ogromno malo sem se skušala pošaliti, kot učenci glasbe ponavadi rečejo, potem je pa treba igrati Bacha. To pa boljš Bajerja vaditi. No, skratka, in jaz sem bil sila ponosen, da smo, ko smo predstavljali slovensko sceno, evropski sceni. Torej, jaz sem kot koncept, letos sem program kreiral sama. Smo sicer postavili organizacijski odbor, ki upam, da bo v naslednjih letih prevzel nek pristop do tega, se pravi, kakšen program sploh oblikujemo, na kakšen način, kako. Ampak mislim, da to, da predstavljamo slovensko sceno širši skupnosti, se mi zdi zelo pomembno. In tukaj sem pač naletel na nek problem. Mislim, tega je bilo preveč za en koncert. Mi smo imeli težavo, kako zdaj, pa so bili pa tudi kakšni glasbeniki užaljeni, ker pač vsak je hotel še več. Mislim, recimo tega, leta 82 niti približno ne bi bilo. To razumem kot en velik uspeh in smisel tega strahovito napornega podjetja, ki še vedno traja in še vedno razmere niso urejene tako, kot bi morale biti. Recimo, skratka, nekaj sem hotel še povedati. Nič hudega. Zdaj bi se rada dotaknila vas. Kdo ste, Klemen Ramovš? Jaz sem tukaj, ad personam. Ne vem, kdo sem. Zdaj zmeraj vsak ima v sebi neko svoje mnenje, do neke mere se poznam. Prihajam iz recimo glasbene družine, z glasbenimi geni z obeh strani, mama in očeta. Oče je bil znan skladatelj, tudi stari oče se je
ukvarjal sicer s slavistiko, ampak je postavil slovenske dialekte, se pravi, je imel neka ušesa. Ne? To seveda, ne, potem si v takem okolju, ne, te dajo učiti klavir in potem gre pač ta razvoj naprej. A ne? Zdaj, v glasbi samo recimo to, da si dober, ne, to še čisto nič ne pomeni. Ne, recimo, če greš, dobro je, če si pač ljubiteljsko zase, to je eno. Če je glasba recimo kot recimo neko dopolnilo izobrazbi, je potem seveda tisto, kar se naučiš na glasbeni šoli, izjemno uporabno tako v medicini, kot v pravo, kot v ekonomiji, ne. Ker tukaj je neke vrste laborizem, ne, da se ti naučiš, da si odvisen od svojih rok. Ne. Ker ti si lahko še tak talent, ne. Pa če ne boš vadil, pa dudlal tistega, potem ne bo nič. Ne. Tako kot je veliki tale pianist Artur Rubinstein, ne. Enkrat, še zdaj ga vidim, ne, takole je zamahnil z roko, je rekel, kaj talent, ne. Rekel, 99% je trdo delo, ne. Pol pa talent, 1%, ne. Sicer brez talenta tudi ni nič, ne. Tako da seveda, to je nekako tako recimo začrtana pot, a ne. Drugo tudi recimo vsebinsko, ne. Mislim, da oboji starši in stari starši, ne, so zelo čutili določene stvari in so mi seveda pustili, ne, tudi recimo neka socialna občutljivost, a ne. Recimo mama prihaja iz relativno delavske družine, a ne, kjer je bila zelo občutljiva ta socialna pravičnost, a ne. Recimo oče sicer prihaja iz meščanske družine, ne, ampak moj star oče, a ne, on je na paši ovce pasel ali krave pasel, si noge grel v kravjekih, a ne, in študiral latinsko slovnico, a ne. In kot je en tak človek reče, ne, večina slovenske inteligence je prišla s kmetov, a ne, potem to ni nekaj, kar je samo stavka, ne, ampak ti v vseh pogledih tudi pušča, ne, recimo, kako naj rečem, nek princip, nek nastop, nek dostop, ne. In jaz nikoli nisem imel recimo kakšnih velikih problemov s tem, če nekdo na kakšno stvar drugače gleda kot jaz, ali pa recimo z glasbeniki iz drugih okolij, ali pa od kjerkoli. Jaz se pravzaprav dnevno, urno srečujem pravzaprav z vso Evropo. Zdaj, tehnologija nam to pač omogoča. Ni nujno, da sem jaz v Parizu, da bom nekoga od tam videl. Po mailu smo skozi, včasih tudi dobro, telefon je zdaj že naporen postal, je bolj enostaven po mailu, tisto, kar se ni treba razpravljati, pogovarjati. Če pa je kakšen telefon, je počasih tudi uro ali pa 2 ure dolg. Ko razpravljamo o nekih programih, kako neko. In tudi recimo ves projekt, ki smo ga zgradili v teh letih, pravzaprav daje umetnikom, ki pridejo, neko zaupanje. Ne samo to, da vejo, da se bojo lahko pohvalili, da so bili na našem festivalu in da je to tudi za njih referenca. Ne samo obratno, da so tudi oni referenca za nas. Umetnik zmeri želi, tukaj so zelo različni profili. Eno so tisti, ki samo kopirajo, so tudi mogoče zelo dobri, ampak ničesar novega ne prinesejo. Velik čar je pa delati pravzaprav s tistimi umetniki, ki v vsaki svoji produkciji vidijo neko posebno kreacijo. Ki reče, veš kaj, zdaj imam pa jaz tam eno super zadevo pripravljam, a bi te to zanimalo. Dragi Karlo, ja, seveda, glej, kam bomo dali, ker si pa omejen prostorsko in časovno. Ne moreš delati toliko koncertov, kot bi hotel, ker pač vsak koncert stane toliko in sredstev je relativno bistveno premalo, kot bi jih želeli. Ampak, skratka, mislim, da je mogoče tudi to zaupanje, ki ga mi vzbujamo pri umetnikih in ki ga pravzaprav, da je to tisto gonilo, da smo pravzaprav lahko ta festival res postavili v eno najuglednejših prireditev v današnji Evropi, kar je pravzaprav v svetu. Ja.
Povejte mi še 5 svojih dobrih lastnosti. Ste čakali na to vprašanje? Ja, zdaj sem malo pozabil, ker se tako prijetno pogovarjava. Ne vem. Jaz nikoli nisem razmišljal o svojih dobrih lastnostih. Včeraj zvečer sem se še z ženo posvetoval. Kaj pa je rekla? Ona je moja strašna svetovalka. Ne? Ja, tudi ona se ukvarja s kulturo, ne? Ona je velika umetnica. Ona je sicer študirala nekaj drugega kot jaz, gledališče, režijo, filmsko in gledališko in pa gledališko igro. Ne? V Moskvi na sloviti Giti Srati, ki jo je ustanovil Stanislavski. In mi je seveda izjemen svetovalec pri pač festivalu. V bistvu je na nek način festival tudi najina skupna kreacija. Čeprav je ona zaposlitveno povsem drugje. Ampak je rekla, ja, moraš povedati, da si trmast, da si egoističen. No, pa kaj še? Jaz sem ego, ampak saj sam na tak način lahko. Pa mislim, da umetniki ste malo drugačni. Tu pravzaprav brez nekega tega občutka sebe najbrž ne moreš. Saj vam pravim, da jaz ne vem, če sem umetnik. Mislim, mogoče malo čarati. Ampak vendarle, deklarirani pa ste za umetnika. No, to sem študiral, ampak pol je tok življenje, gre zmeraj melje. Ste zdaj morda bolj organizator, ampak vendar kljunasta flavta je pa še vedno vaša velika ljubezen najbrž, ne? No, kot ikona definitivno. Čeprav vadim ne več, tudi koncertov nimam, zdaj koliko ne vem, gotovo skoraj 10 let, ker pač sem kar pozabil tiste šale, ko nek imenitnik nekomu pride, pa reče, dajte počakajte, tjale sosedite na stol, in pol protestira, če ja, pa vi veste, kdo sem jaz, Reče, nič hudega, pa se na 2 stola usedite, Skratka, na 2 stolih je težko sedeti, in se je bilo treba enkrat odločiti, jaz sem se odločil za ta poslovni izziv, ker sem mislil, da tukaj, nekako sem imel občutek, da tukaj lahko mogoče več participiram v neko skupnost, v neko ne skupnost kot narod, kot država, kot prijatelji, ampak nekam vse, kaj se tukaj na tem svetu dogaja. Glejte, jaz bi temu rekla, da pravzaprav prispevate v prostor, Prostor pa dihamo vsi. To se pravi, vsak tak dogodek se ne dotika samo tistega, ki sedi na koncertu. To pravzaprav se nekako širše razširja. Ta energija, neko dobro, neko plemenitenje, kajti glasba ne more biti drugega kot samo to. To je lahko plemenitenje, lahko je... Je zanimivo, ker recimo jaz velikrat slišam, ja, Bentiš, glej, so učitelji glasbene šole, pa noben ne gre na koncert, pa noben ga to ne zanima, kakšni pa so to. Zadnjič smo se prav na to temo pogovarjali v Maastrichtu, sem pač v tej delovni skupini, ki pripravlja Evropsko prestolnico kulture 2018. Skupaj kreiramo program, to bo 5-letno dogajanje, nekaj že 2014, v glavnem pa bo začelo 2015. Delamo nove projekte, poskušamo povezati različne razmišljanja in tako naprej. In smo se ravno o tem pogovarjali, o poslušanju glasbe. Zakaj profesionalni glasbeniki težko poslušajo glasbo? Zato, ker pravzaprav sami jo lahko izvajajo. Oni ne čutijo recimo neke velike potrebe, da bi pa zdaj nekoga mogel poslušati. Recimo ljudje, ki pa imajo mogoče manj talenta, pa zdaj, da ne bom žaljiv, ampak recimo, ki ne talenta, ampak ki neposredno glasbe ne izvajajo toliko, pa dejansko čutijo potrebo, da pridejo, da poslušajo, in se konec koncev kot publika tudi poistovetijo z umetnikom, z nastopajočim. Seveda, dostikrat na koncert zaide tudi recimo
profesionalni glasbenik, ker s tem pridobiva informacijo za svoje delo. Kako bo pa, recimo, ko je Aner Bilsma, recimo, izvajal vseh 6 cello suit, ali pa ko jih je Roel Diltins izvajal tudi na našem festivalu, a ne? To so slovita imena, to je špica čelistov v svetu, znotraj svede iz stare glasbe, a ne? Je veliko čelistov prišlo, Miloš Mlejnik, pa tako naprej, a ne? Kako bo pa Bilsma, recimo, naredil tisto pa tisto, a ne? Ampak to je vse neka druga oblika. Tudi jaz se spomnim zase, ne, ko sem recimo še igral, a ne? In takrat, ko sem bil zelo, tako če grdo rečem, v šponu, a ne? Se pravi, da nekaj produciraš, ne? To je enosmerna ulica. Takrat ni prostora za sprejemanje, a ne? Ker ti enostavno delaš na tej eksplozivnosti znotraj sebe, da boš vrgel ven, da boš ti ljudem povedal, kar imaš za povedati, da boš sporočil, a ne? Recimo v baroku, ne, sej na nek način ta teorija afektov vedno velja, ne? Da recimo, ko jaz vzamem neko baročno sonato ali pa koncert, ne, pregledam, kakšna so razpoloženja, tukaj je svetlo, tukaj je zatemnjeno, tukaj je hrepeneče, to je veselo, razposajeno, žalostno, obupano, ne? Mislim, cela vrst paleta, cel nabor različnih čustev, ne? In potem preko svoje kilometrine, ne, iščem, kje sem tukaj jaz, ne? In da potem, ko to skladbo izvajam, ne, pravzaprav govorim o sebi, ne? Čeprav je to napisal skladatelj, ne? To je ta sijajna doktrina baročne izvedbe, ne? Veda o afektih, ne? Ki je bila recimo v veljavi vsaj 150 let, ne? Pa tudi potem kasneje manj zavedno, a ne? Poglejte, nekaj mi je zanimivo, recimo, mogoče je to pač nek izraz, tako se jaz izrazim, da mi je vedno najbolj všeč na tistem koncertu, kjer imam občutek, da glasbenik igra zase. Da pravzaprav na nek način, lahko pravim izraz, da tako not pade, da dejansko imaš občutek, da se izgubi v tisti svoji glasbi in potem se na nek način ustvari neko čarobno vzdušje. Ne vem, jaz tega ne bom nikoli do konca razumel. Meni je veliko jasno, ampak več, kot sem, mislim, da sem prej rekel, ne, bolj ko sem v tem noter, več ko poznam, manj vem, ne, bolj sem zgubljen. Ne. Več je pravzaprav skrivnosti. Kaj je to glasba? Ne? Ja. Kaj je to izvedba? Ne? Kaj je pripovedovanje? Ne? Razumem ustvarjalni proces, se mi je popolnoma jasno, sem ga tudi sam življal, ne? Ampak vsem, kaj se pravzaprav dogaja? Kako da je kakšen koncert čaroben, drug pa ni. Recimo, mi zdaj 22. junija odpiramo v Brežicah z brandenburškimi koncerti. Ne? Oziroma tako, od 6 brandenburških koncertov so na sporedu 3, potem pa še koncert za oboe in violino, ne? Ki jo je Bach originalno napisal za oboe in violino, potem jo je sam transkribiral v koncert za čembalo, original je izgubljen, a ne, in je bil potem restauriran, a ne, nazaj spet v originalno zasedbo, a ne. Se pravi, da je lahko majhen drugačen, pa to je eden najbolj vznemirljivih koncertov in oboa je tak slasten inštrument, ne. Ne. Recimo aulos je bil v stari Grčiji podoben inštrument kot oboa, ne. In je bil za mladino prepovedan, ne. Mladi Grki v antiki niso smeli poslušati aulosa, ne. Je bil preveč čuten. Zelo čuten, ne, zelo čuten, ne. Je kvaril mladino, ne, to so si te stari lahko privoščili. No, ampak recimo, ne, in zdaj že to, ne, ustvarjanje Johana Sebastiana Bacha, ne, neskončno religiozen človek, velik numerik, sijajen genij, tudi recimo z področja glasbe, recimo to, kar je on napisal, ti lahko to po konzervah tolčeš, ne, pa bomo imeli veliko vsebine, ne, to je večna glasba, ne. In zdaj recimo že to, a ne, kako je pravzaprav sploh bilo to napisano, ne, in potem skozi tisto, veste, skladatelj ima lahko, sem videl pri očetu, ne, imaš lahko ogromno ideje vsega, ne,
ampak pol je treba imeti zid sleder. Ja, pa to tudi napisati, noto za noto, ne? Pisati, ne, in to je, začnite prepisovati, ne, in recimo včasih so tako študirali kompozicijo, ne, saj ni bilo akademije s profesorjem za kompozicijo, ne. So prepisovali, ne? Prepisovali, ne. Georg Friedrich Händel, ne, ker njegov starejši brat, ne, je bil pač njegov skrbnik, ne, zdaj, kaj je bilo starši, ne vem, ampak mislim, da je bil brez. Ne, in se je skril v omaro s svečo in prepisoval. Ne, tako so se učili komponirati. Ne. Čist drugače kot danes. Ne, in zdaj, ne, že to, kako glasba nastane. Potem, dobro, ni težko razumeti, kako jo glasbenik doživlja. Ne. Ampak kaj se pravzaprav zdaj vse dogaja, ne, recimo, ko ti izvajaš to, ne, imaš tam čist točen tehnično, ne, ker je zanimiv, ne, da pri vrhunskih skladbah, ne, pravzaprav sploh kaj dost ni treba več dodajati, ne, ker vse samo od sebe pride ven. Ne. Je pa seveda zelo pomembno to, da pride ven. Ne, in da potem še publiko potegne za sabo. Ja. In zdaj publika seveda, kaj pomeni to, da poslušaš, da ti je nekaj všeč, ne, to je zdaj spet lahko stvar nekih špekulacij. Skratka, ves ta proces, ne, ustvarjanje glasbe, konzerviranje glasbe v notni zapis, dekonzervacija v živo izvedbo, čutnost ob tem, ne, tukaj je neka čarovnija. Lahko rečemo. Ja, je čarovnija. Ne. Ja. Povejte mi še vašo izkušnjo, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnilo v drugo smer. Tudi to možnost lahko uporabite. Mi skozi obrača hrbet in me skozi obdarja srečo. Tako da tukaj je zelo dvojno. Ne, ne vem, kje je izkušnja. Jaz sem v bistvu zdaj, ko si mali, ko rasteš, pač kaj svojega niti ne razmišljaš zelo veliko. Ne. Zadnjič sem videl od Billa Gatesa 10 zapovedi za mladino. Ne. Ja? Ja, prva je, življenje je nepošteno. Pa gre naprej, ampak res mislim, tudi to, kar si pač... No, skratka, rasteš, potem začenjaš dobivati določene vrednote, spoznavaš jih, ne, se ob njih navdušuješ, nekatere zavračaš, poskušaš iti svojo pot. Ne. In potem, ne, se pol zelo hitro pride še študijski čas, zaključek akademije, to, kar sem že prej omenil, in pravzaprav ravno ta projekt, ne, to veliko podjetje, ne, ki sem ga pravzaprav začel s temi tečaji, ne, leta 82 v Radovljici, zelo v majhni komorni obliki, ne, danes eden najprestižnejših festivalov stare glasbe v svetu. Ne. In vse vmes, vse naklonjenosti, podpore, priznanja, izgube, neuspehi, porazi, zmage, ne. Vse to ti potem, ne, se nekako zliva kot neka reka, nek tok, ne. Reka tam teče, mali potoček, pa na koncu je pa ocean. Ne. Mogoče je to tisto, kar je, ne, pač jaz sem s tem začel, tukaj sem sebe videl, v to sem se dal, ne, in to je pravzaprav moja sveta krava. Ne, to je tisto glavno. Ne. Tako da bi težko zdaj rekel o nekem dogodku, ne, ki bi mogoče spremenil. Ne. Konec koncev to vsak dan življenje tepe. Ne. Pa mislim, nikoli ni idealno. Ne. Borimo se, da uveljavimo neke vrednote, ki se nam zdijo potrebne. Ne. Dobro, zdaj sem rekel v množini, ampak to definitivno velja tudi v ednini. Ne. In seveda tukaj skozi pač spremljaš, kako se to razvija, kako se to dogaja, vidiš, kako zadeva raste, ne, in je lepo. Ne. Tako da ne bi zamenjal. Ne bi zamenjal ne poklica, ne izobrazbe. Ne življenja. Dobro, kako je življenje, nikoli ne veš, ne pridejo, grejo, so nova, druga. Ampak recimo
tukaj tega, kar zdaj počnem, ima svoj šarm, ima svoj velik smisel. Ne. Poglejte, še nekaj me zanima, recimo takole zelo osebno. Ste kot otrok kdaj razmišljali oziroma vedeli na nek način, da boste življenje posvečali glasbi, ali je dejansko nekako glasba vas že spremljala tako avtomatsko iz roda v rod, če lahko tako rečeva? Ne, drugo, avtomatsko nikoli, ker pravzaprav, ko moraš vaditi klavir, pa ti to ni najbolj všeč, pa to ni tako avtomatsko. Ampak tudi nikoli nisem bil prepričan, recimo, da bom mogoče v glasbi. Ali kot interpret, ali kot pedagog, ali kot menedžer. Seveda, potem, ko sem odkril kljunasto flavto, me je pač inštrument nekako, da ne bom rekel začaroval, tega ni. Ampak mi je bil všeč in sem rekel, tukaj pa mogoče, enostavno všeč mi je bil. Kaj je to v bistvu les, ta občutek, že ko primaš flavto, se mi zdi, da je nekaj drugega kot klavir. Tudi kot vi fant ali pa jaz punco. Aha, šlo je prav za neke take vrste. Neka ljubezen. Neka ljubezen. In potem to razvijaš naprej in potem te to nekako spet samo po sebi potegne v svoj tok. Tako da tukaj kakšnih velikih odločitev, vsaj z moje strani, se mi ne zdi, da bi bile, da bi jaz rekel, tako hočem. Gre pa bolj za tisto trmo, ko nekaj vidiš, kaj hočeš imeti, zdaj pa to gremo naprej s tem. In nepopustljivo, ker se konec koncev, bolj ko si v tem poslu nota, bolj se tudi zavedaš svoje moči, svojega potenciala, ki ga moraš spet uveljavljati. In tudi, ko vidiš, recimo, okoli sebe, da je veliko ljudi pravzaprav nekako mlačnih, vdanih v usodo, to deželo bo pa sploh zdaj, ko je kriza, potegnila ven pravzaprav samo volja, da nekaj spremenimo in pa preudarnost, da ne bomo zdaj se kar nekaj šli, ampak da poskušamo pač z nekim znanjem, recimo, ki ga imamo pravzaprav zelo veliko, stvari servisirati in jih peljati naprej, tako da bojo nam v korist. Potem, ko vse to opazuješ okrog sebe, potem še toliko veš, da je pravzaprav dobro vztrajati na teh prvih bojnih črtah slovenskega ugleda v inozemstvu. Kaj pa recimo sami nastopajoči Slovenci, ali recimo visoko kotiramo v Evropi, v glasbi, govorim, ali pa če rečeva v baročni glasbi. Namreč vi večinoma tudi nekako pripeljate res vrhunske glasbenike iz sveta v Slovenijo. Definitivno imamo umetnike, ki so slovenski, ki imajo rezidenco, svojo stalno bivanje, bodi si tukaj ali pa toliko potujejo, da niti ne veš. Zdaj izognil bi se naštevanju, ampak poznam sjajno sopranistko, ki živi v Cambridgeu ali Oxfordu, tukaj iz Žalca. Potem čelist, čembalist, gambist, to so profili kljunasta flavta, lutnja, seveda, ko se pojavijo na zunanjih odrih, seveda požanjajo spoštovanje, navdušenje, odobravanje. S tem, da jaz sem že zdavnaj zaključil s tem gledanjem, da tukaj je pa Slovenija, to je pa doma, ti se pa pol veliki zunaj, tega zunaj ni. To je vse isto področje. Mi sami si delamo strahovito škodo, ko se getiziramo v svoje lastne kurnike pa svoje lastno močvirje. V Evropi toliko veljaš, kakor hočeš veljati. Svobode imaš toliko, kot si jo vzameš. Vzameš si jo pa toliko, kot imaš v glavi. In tako da tukaj gotovo slovenska scena, danes na mednarodnem, slovenska scena za staro glasbo, na mednarodnem področju ve se za njo, ve se, da ni slaba,
In pač delamo naprej, da bomo skozi vse te izmenjave, ne. Vedno se moraš pa predstaviti, a ne. Če bo samo čakal, da te bo nekdo pocukal pa nekam paroleko, a ne. Saj tudi vidim recimo pri umetnikih, jih jaz vabim, a ne. Recimo, koliko ponudb dobim takih, za katere vem, da kdo bo pa to poslušal, ne. Pa je dobro, ampak nič posebenega, nič, ne. Zdaj recimo tale orkestra Baroka di Bologna, ne, poznamo se, ne vem koliko, mnogo let, ne. Sploh z dirigentom Pavlom Faldijem, ne. Že očeta sta bila prijatelja, ko smo bili otroci, smo se skupaj igrali, pa smo potem se razšli, nismo vedeli in potem smo se nekje na profesionalnih poteh spet našli, ne. Vem, to bo fenomenalna izvedba, potem Johann Sebastian Bach je že dovolj teže, da bo tudi atraktivno po tej strani, a ne. Potem naprej, a ne, ko gledam, recimo naslednji koncert je Ansambel Nur, ne, francosko-iranska produkcija, ne, primerjava Biblije in Korana, ne, v Rogaški Slatini, ne. Polovica jih je Irancov, polovica Francozov, ne. To bo že recimo zaradi samega programa, ne, in tista kristalna dvorana v Rogaški Slatini, ne, bo enkraten prostor za to, a ne. In ima to tisto nekaj, ne. Pa potem recimo eden naslednjih koncertov, zdaj ne znam na pamet, kako grejo po vrsti, ne, projekt Demašo, ne. Guillaume Demašo je bil eden največji skladatelj renesanse, ne. In ta kvartet, Marc Mouillon, Angelique Mouillon, ne, s harfo, potem Viva Bianca Luna Biffi, ne, iz Torina ali Milana, z vielo, ena najboljših violistk v svetu danes, pa Pierre Amon, ne, s flavtami, tolkali in tako naprej, ne, da bo to, mislim, vsebinsko tako močan dogodek, ne, bo že tudi ta Guillaume Demašo pa ta njihov projekt, ne, kako to postavljajo, bo potegnila, ne. Potem pa dobiš recimo enega študenta, recimo, ki je li dobro diplomiral, a ne, profesor mu je priporočil naš festival, on se sklicuje na referenco profesorja, na svojo najboljšo oceno na akademiji in prosi, če bi lahko imel na festivalu koncert, a ne. Ponudi pa program, ne, ki pravzaprav ni nič posebenega, a ne. Zdaj, nekateri festivali so taki, da če postaviš recimo neko slavno ime, potem bo to potegnilo, ne. Ampak naš festival definitivno ni tak, a ne. Mi smo zgradili zaupanje publike do našega programiranja, ne. In da slišimo nove stvari, ne. To je prednost, jaz lahko pravzaprav vse... Namreč glasbe je toliko, nikakor je ne moreš v življenju slišati vse. In če poslušaš vedno isto, pravzaprav siromašiš samega sebe. In jaz lahko pravzaprav karkoli postavim v naš program, bo publika, če ne bo poznala, kaj pa je to, gremo poslušati, ne. In seveda tukaj je ena strahovita odgovornost, ne, ker da imaš ti recimo samo 2-3 zvezde, pol je enostavno, ne. Tukaj pa seveda moraš ti ugotavljati program, da je tak, da seveda bo tisto, kar publiko lahko zgoviš, a ne. Ja, povejte mi še nekaj, glede na to, da se dejansko ta vaš festival dogaja po celi Sloveniji. Lansko leto je bil večkrat organiziran avtobus, razmišljate tudi letos o tem? Ja, to imamo... Namreč težko je potem z osebnim avtomobilom se voziti, od tega, da ne najdeš, da iščeš parkirišče in podobno. To mi je bilo silno zanimivo, ker tudi avtobus je imel primerno ceno, tu ni šlo za nobeno, ne vem, dobičkonosno podjetje. No, mislim, vse je nekomercialno, ne, tudi ne, recimo, če bi mi hoteli to tržiti, recimo, na tak način, kot recimo, recimo, v Tokiu ali pa v New Yorku producirajo glasbo, potem pri nas definitivno ni trga, potem tega ne moreš delati, ne. Če tukaj ni zadaj državnih pa občinskih subvencij, a ne, sponzorjev in tega potem, mislim, z vstopnicami se to nekdo pa bo dal tam nekje na vasi 150 do 200 evrov za eno vstopnico. To tukaj ni računice, ne. Avtobus je pa tako, a ne, še ko sem v Radovljici delal festival, ne, še preden sem ga selil v Brežice,
je bil ta problem, da zadnji avtobus je iz Radovljice odpeljal 21:15, zadnji vlak je šel, mislim, da 20:35, 36. Poleti pa ne more začeti o 5 popoldne. Koncerti so zvečer in tam ob 10, 11 zvečer ni več javnega prevoza. In takrat smo pravzaprav začeli s tem čarterskim festivalskim avtobusom, ki smo ga potem seveda prenesli tudi v Brežice in tudi na vse ostale lokacije. Tako da mislim, da letos bo. Ja, hvala lepa za tale pogovor. Upam in želim, naj vam uspeva še naprej. Tako bo zame, pa še za marsikaterega ljubitelja glasbe, dovolj koncertov. Predvsem, tako kot pravite, da bomo lahko slišali in spoznavali tudi stvari, ki jih morda sicer nikoli ne bi. In naj ta vaš festival Sevix živi in uspeva še dolgo naprej. To so lepe želje in upam, iskreno se tja želim, da bojo vedno prisotni in da bo šel projekt dobro naprej in da nas res nobena zla sila ne bo ustavila pri tem početju. Hvala lepa. Nasvidenje. Hvala.